V okviru praznika krajevne skupnosti Reka Pohorje se je dogajalo marsikaj. Položili so venec pri Mariborski koči, izvedli ribiško tekmovanje, pa tudi tradicionalne traktorske dirke, zaključili pa so ga s tekmo džipov v Radizelu. Naš praznik je potekal odlično kot vsa leta doslej, tako da se moram zahvaliti vsem našim društvom, da so tako dobro pripravili svoje prireditve. Tako da zaključujemo tudi z današnjim džipom, to pa je adrenalinski zaključek našega praznika in res hvala AMD Pohorje in pa Džip klub Pohorje. Podobnih dirk je v Sloveniji bolj malo, toda napovedujejo se boljši časi. V Sloveniji se vedno več pogaja in dogaja in ljudje si pripravljajo vozila, tako da je to res že čudovito. Če danes tu pogledamo, marsikatero vozilo je dodelano in mislim, da je tu danes najdražji okrog 80.000 evrov. Koliko konjev ima takšno vozilo, koliko jih rabi, da lahko sploh pride sem in tja? Tu imamo zdaj seveda, če tudi ste sami opazili vozila, kak so, ne. Največ konjev je tu noter, mislim, da imajo ravno ta, ki je najdražji, ima tam okrog 240 konjev. Vsi ti grandi imajo že normalno 240 konjev ali pa še več. Malo ljudje dodelajo, dajo malo oktanov do zraven, tako da dosegajo tudi do 300, lahko čipirajo in seveda gre tu, konji niso omejitev, navzgor je zelo, zelo visoka. Seveda se na zahtevno off-road progo ne more podati kar vsak džip. Tekmovalci v svoja vozila vložijo ogromno časa in denarja. Iz tovarne ni, malo smo ga predelali, akumulator novi, streho sem dol vzel, da je malo lažji avto, drugače pa gume seveda. Pa je več takšnih prireditev po Sloveniji drugače, kolikokrat se lahko podate na takšne proge? Tu pri nas samo enkrat na leto, drugače so pa čez celo leto pa po Sloveniji tudi. Zdaj ur nismo šteli, tako da bi se zlagal, ne? Denar pa gre, bom rekel, od 30 proti 40 tisoč evrov. Ne? Torej že skoraj 2 dobra avtomobila, ne? Ja. Pa je vredno ta adrenalin, nisi tako kot ostali mi, ko čakamo na semaforih. Ja, pač ko moreš denar dati noter, ko šraufaš, se ti ne zdi, ne? Ampak potem pa se vse poplača. Ne? Vidva sta brez čelad, kako to? Ne, imamo čelade tukaj. Tale avto, koliko časa in denarja je bilo potrebno, da se zdaj lahko spusti po takih klancih? Je nek 5000 evrov. Kaj pa ure delovne? Si bo kaj preuredil? Ja. Ni nič original. Kljub izkušenim tekmovalcem je tu in tam prevladal tudi adrenalin, ki je povzročil tudi kakšen uničen odbijač. Gledalci pa so uživali tudi ob teh trenutkih. V Radizelu kar zanimivo, videli smo tudi neko nesrečo, kaj je bilo to? Pa malo je odbijačev pa luč. Kaj pa je bil vzrok temu, ker do zdaj so Hitrost. Pa gre vse sicer na čas, ampak gre bolj vseeno za dogodek, za publiko, kako to, da se je tako adrenalin razvil? Pa veselje, ja. Veselje do hitrosti. Ne rabijo samo moški uživati v tem. Kaj je bolj zanimivo, avtomobili ali moški? Avtomobili. Tudi sama morda, kdaj se pomeriš v čem takšnem? Samo doma v gozdu, da me nekdo vidi. No, naslednje leto pa tukaj. Mogoče. Dirka ni zahtevala večje materialne škode, tekmovalci in gledalci pa so na koncu skupaj nazdravili uspešno zaključenemu prazniku.